V naslednjih minutah vam bomo pokazali primer, zakaj je smiselno obnoviti znanje, pridobljeno v šoli vožnje. Ta dva znaka, glejte tu na desno. Ja? No, kaj to pomeni? Cesta je rezervirana samo za motorna vozila. Takrat smo mi ga delali izpit, ne? Ja? To je znak, ki ima ta tretji pomen, če smo čisto odkrita. Ja. Prva je bila cesta rezervirana za motorna vozila, ki ste še videli izpit, je tako? Ja. Pa je bila cesta, pa je bila hitra cesta, Ja. zdaj pa cesta določena za motorna vozila. Določena za motorna. Tako, in kaj ta znak sploh pomeni? Ta znak pomeni, da na to cesto ne smejo vozila, katerih tovarniško-konstrukcijska hitrost ne dosega 60 km/h. Samo to, ni pa povezana z nobeno omejitvijo. Se pravi, ni znak kot tak, kot je bil v najnih časih, da je bilo to 110 ali pa 100. Ampak je omejitev, kot je splošna, samo katera vozila ne smejo več narediti. In zdaj, kako naj človek to ve? Ja, to pa, mislim, pa če ne obnavlja znanja ali pa če ni informiran, je to nemogoče. A bistven problem je, da lahko zaradi nepoznavanja spremenjenih pravil nezavedno naredite prekršek. Zato, ker tukaj imamo postavljenega v Ljubljani, a ne? In je omejitev 50. Ampak v Tomačev moped ne sme biti, če smo čisto odkriti. Se pravi, do tam, Do konca Ljubljana je 50. 50. A sva midva zdaj izven Ljubljane, a sva v Ljubljani? Vmes sva bila izven, zdaj sva pa spet. Kje pa je bila tabla za Ljubljano? Tada je zdaj. Ste jo videli? Ja, Prav videli ste jo? ja, Res? presežem. Kako ste jo lahko videli, če je bil tovornjak tam? Zato, ker sem iz Trzina doma. Zato ste jo videli. Ne, ampak sem jo pa tudi videl zdaj. No, ampak ja. če tako pogledamo, tovornjak na desni, vozila smo Je nemogoče, mogla bi biti No. tudi na levi, ne? Ker če je ta, ne, A bi se lahko mi pol tukaj naprej 90 peljali? načeloma ne smeva, sam če pa ne bi videla, ker nisva imela znaka, bi načeloma lahko, ne. Ste pa danes zelo hiter videl, kako hiter lahko padete na radar, ali pa ste kaznovan, pa niste načrtno delo prekrška. Enostavno, zaradi tega, ker konc Ljubljane, ta znak za Ljubljano spet spregledala, odpeljava 90, to je v Sloveniji skoraj do konca izpita, ker smo za 100% prekoračili hitrost. No, z novimi pravili se lahko izobrazite na primer prek spleta, lahko pa recimo tudi z osvežitveno uro z učiteljem vožnje.